kjer program političnih strank se najbolj približa tem napovedim ali pa jih najbolj oblaži te napovedi gospodarske situacije v prihodnosti, ste jih zdaj predstavili? No, vse verjetno ne pričakujete, da bomo tukaj delali reklamo, ker je to čas, ker v bistvu karko se reče, delaš reklamo ali pa delaš proti katerikoli stranki, da bi dali ta odgovor. Mislim, da spremljamo seveda tudi programe, ampak treba videti nekaj, ne. Vsem spoštovanju do programov vseh strank, res mislim, da to je treba vendarle upoštevati, in treba biti seveda realen. In ta realizem, kaj pravi? Takoj po volitvah, to je izkušnja izpred let nazaj, bodo redki, ki se bodo vprašali, kaj je v programu ene ali druge stranke zapisano. Takoj po volitvah šteje prvo dejanje, ki ima nek večjo težo, to je koalicijska pogodba. To se pravi, dogovor, tisti, ki bodo dobili neko večino, ki bodo dali parlament, zakonodajno oblast, kaj se bodo v tej koalicijski pogodbi dogovorili. O tem se potem 4 leta kregajo ali kregamo, ne pa o programih strank, ki verjetno vsi ti programi govorijo o solidarnosti, o ljudeh in tako naprej, ampak to je karakter teh programov, ki verjetno mora biti tak. To pa je vendarle tisti najboljši program, mi prepuščamo posameznikom, kajti Zveza svobodnih sindikatov je vendarle pluralna organizacija, tudi članstvo je različno, se opredeljuje po svoji vesti, po svojih izkušnjah, po svojih vrednotah in to je tudi prav. Mi pa želimo samo s tem, res kot tudi kolega Oskar, ki je vnesel prve besede, opozoriti, vendar v tem trenutku stranke, parlamentarne in izvenparlamentarne, ko bodo prišle pač na oblast, sedaj imajo zdaj več ali manj možnost vse, oziroma recimo, da je možnost različna, pa vendar ne, na to temo, ki je za sindikate in za večina delovstva pač pomembna.